Moja mama je bila Marjanca, ata je bil pa Janez iz Idrije. On je bil invalid in je hodil, je čipke prodajal. Pa se mu je mama toliko zasmilila, ko je prišel, pa je rekla, mama njena, ne, Inkar je rekla, Marjanca Inkar. Je rekla, meni se toliko smil, pa ga bom vzela. Sem rekla, da je bolj, čez en teden je prišel pa fant iz ujetništva, iz Rusije, Kotrov izpod Lipe. Koliko let je bil v ujetništvu? 7 let. 7 let Že čakala. Ja. In pa je on imel tudi 12 otrok, pa tudi ni bil preveč srečen. Skozi je mislil, koliko je prišel domov, je vprašal pa Marjanca, so rekli, en teden, ko se je poročila. Vi ste živeli v kjer hiš poleg, ko ste bili? Mežni. V Mežniji. Ja, jaz sem bila en let v Vodečem domu v Ljubljani. Pri Matičkovih so bile sestre 2. In pa so me pa tukaj vzeli za svojo. Jaz sem bila skozi žonta, ko smo pa šli v Argentino, pa nisem mogla jeti, ko sem bila mladoletna. So me pa prepisali na Malavašič. In tako da imam 3 priimke. To se pravi... Jaz sem se poročila kot Malavašič. Aha. In, rojena pa žonta. Rojena žonta, ja. Kjerga leta ste bili rojeni? 33. Koliko imate spominov, to se pravi, ste bile koliko stari, ko se je vojna začela? Ja, jaz sem bila 9 let. Ne. 30? 9, ja. 9 let. In pa so prišli takrat, to se spomnim, ko je bil še na Vode, ko je bil pol, ne, na Vode ni bil, Johana je bila. Ne, to letil sem. In sestra od, poli smo dobili Cvelbarja. Je bil gospod Cvelbar in pa Kunstelj Jože, ta je tudi bežal potem. In ne vem, kjer je bil, pol je bil pa Oblak v Šentjošt. 45, ja. Ja, ko smo mi že odšli. Mi smo šli 5. maja. Mama pa ni hotela jeti, je rekla, da ne bo šla. Smo prišli do Škofje Loke, pa smo šli pa nazaj po mamo na nedeljo. So bili pa že domobranci, so prišli že iz Vrhnke, pa gospod Kunstelj, takrat je iz Vrhnke, ko smo pol roke odsekali, ne, je dejal. In takrat so bili še domobranci vsi pri Obhajilu, cel Šentjošt. In pa smo pa šli peš, najprej do Škofje Loke, do Žabnice, pa naprej do Vetrinje, do Ljubelja, pa čez Ljubelj, skozi peš. Pa se je, Nande se je izgubil, je tam zaspal nekje, pa ga je domobranc ga je pocilno, da je šel pa naprej. In pa smo pa šli na Vetrinsko polje, brez vzga. Možinetovi so pa imeli voz, so pa mama gor dal moko, pol mast, klobase. Tako za 14 dni bomo že imeli, pa neki krompirje pa to. Oni so šli pa lepo naprej pa v Italijo in so tako da smo ostali čist brez vzga. Niso imeli nič. Tam smo pa iz smrekovih vej, pa to smo mečkaj naredili šotora. Mi smo tam odspod ležali. V vod, pa bil dež, pa so bila zravka tam dolg mokra, pa to, pa se stradam. To so nam pripeljali eno mulo, na pol pečeno, pa smo jeli. Ni bilo drugega. Ne je bilo
Pa smo šli pa v Judenburg, pa je bilo pa že boljši, smo šli tvoji starši. Tako da Šentjoščani smo bili precej skupaj. Je šel Maček, Vršnik, Stavnikov Pavle, pol ga je prišel Albert iskat, da sta šla v Italijo. Ampak je bil Štefan, Btk, ki je šel pol nazaj. Ne vem, če poznaš. Btka pa ne. Ne? Katerega Štefana? Štefan, ja, ampak Btka, Ja. da je bil Btkov en drug. Pri Btk so se pisali kako takrat. Ne, Btk samo rekel, Prvotk. Sečnik. lahko. Pa je bil en, tako da smo bili precej smo bili Šentjoščani bolj skupaj. In pa smo se, iz Judenburga smo mogli se pa preseliti potem pa Judenburg. Iz Trofajaha v Judenburg. Ampak otrok smo imeli pa šolo, tako da ni bilo tako, smo dobili pa tudi dodatek. Hrano so imeli mehen boljšo. Tako da je bilo kar. Pa smo šli pa 48. leta sem jaz prišla v Argentino. 3. decembra. Kako pa je bilo tukaj v Argentini? Kje ste najprej prišli? Emigrant hotel. Smo bili pa tam, imel pa Pavle, imel pa nekaj na pljučah. In lih takrat je bil pa Ata, je šel pa v Lanus, ko ga je prišel Hladni. hladnik iskat, da bi mogoče šel kaj, da bi tam kupil kaj. Pa je rekel, ne, tako tisti blad pa ne grem. Je pa Pavle vzel, lih takrat je bil pa pregled, je pa on vzel našo pasaport, pa dal na njegovo, je imel pa en madež na pljučah. So mogli pa noter biti 20 dni. Ampak takrat so nam dali 10 pesov, pa 5. Pa smo podobili tlele v Ramosu eno hišo, eno norišnico je bilo. Sanatorij. Sanatorija. So bili prej norci not. So le pa take lukne, brez oken, brez samo vrata. In smo se pa tudi, je Maček bil tam, Bršnik, Olen Zajc, Naši. vi. Ti si bil že v Moronu rojen, si bil še tle? Pol umrl. V Moron. Marjanca je na ladji shodila. Marjanco so imela z Rafkotom stršnarala, svoje vozila sem pa kaj. In Malavašič Roman je bil z nami tudi. Pa naš Šentjoščane ni preveč maral. Zakaj ne? Ne vem. Mene enkrat vprašal in rekel, kaj bo jutri. Je bil pa prvi petek. Mi smo se pa učili pa za kralja Petra pesem, da bomo peli. Je bil pa lih, sem rekla, praznik kralja Petra. Mi je dal 100-krat napisati 5 cerkvenih zapot. Vsakako, pa je pa tati ne bil pa hud, je rekel, da je rekel, kaj je to ne paše nič. Ne, ni, pa so z Rafkotom vozila Marjanco okrog, pa če smo se takole, so bila brata, takrat ni bila navada, da bi se pod pajsko držali ali pa to, ampak zmer so bila skup, so bila strašno prijatelja. In mu ni bilo všeč. Druga je vzel katoliško akcijo, pa vse fante, Rafkota pa ne. Ne vem, nič ni bil. Če je le mogel, naj je kaznoval v šoli. Ampak je pa naredil krasno kapelo, tako da smo imeli res krasno kapelo. On je bil naš sopenčas, pa se je pa preselil, je šel pa v zakristijo, je bil tam, da je tam živel. Ata je bil Mešnar, tudi tukaj, tako da... In pol je Ata najdu del? On je dobil delo v Moronu, tintorerija Moron. Pometal je bil strašno zadovoljen.
In blizu Tominčevih je bil. Pa je šel najprej, mama je bila pa bolna. Je bila doma operirana. Takrat bi ji mogli maternico ven vzeti. In pa niso se pa samo majčkeno odrezali, ne. In pol je bila v taborišču, je bila spet operirana. Ko smo pa sem prišli, je bila pa grozna. Takrat je bila pa. Ata je bil pa 88. Ki je umrl. Ja. Ampak pol, ko smo živeli še v sanatoriju, jaz sem se poročila, pa smo daleč v Kasanovo, v Canhusto še naprej. In pa smo prišli pa nazaj živeti v ta sanatorij, ki je bil ata tudi. Ampak najprej je šel v Tominc vsak dan po delu. Pa je prišel pa nazaj domov, ampak v sob ni mogel spati, kot je mama umrla. In pol je pa zmolil, je rekel, 3-4 rožnvence, pa je šel pa nazaj k Tominc. Tako da je bil revež pol. Pa je pa živel pa pri sestri Angelci od Joškota. Njen se živel s Piškem tudi. Pa Pišek, ja. Ne, pol je živel pa tam v Pavletovi hiši. Pri Mici, a ni bil Pišek, kako da je bil on tudi? Pišek pa on, ampak pol je pa Pišek umrl, ne, šel v Slovenijo nazaj domov, pa je šel pa v Angelci živeti. Pa je pa pri Angelci pri sestri umrl. Ampak smo šli strašno rad hvala. Smo z Angelco vsak teden so skoraj šli, mož pogledati gor, ata pa. Kako se pa kaj spomnite med vojno, takrat, ko je bilo požgano? Takrat je bilo pa hudo. Italijani so hodili, ampak so že to kupili, že prej, da komunisti so, ko so šli izpod Lipe gor skozi, pa ni bilo nikjer več. Komunisti so se pa poskrili, gotov. In mi smo pol, ko smo živeli v Smrekarjevi hiši, ena soba je bila, ja, pa mehni špajze, pa še teta Mici je bila pri nas takrat. Ona se je tukaj poročila, ko smo mi šli. In ko smo povorili, je bilo težko. Kjerga leta je bilo to? 42. Pa se vi prav spomnite, kako je bilo? Ja, čist. Kako pa je izgledalo? Nam, ko so bili vsi v župnišču, vsi domobranci. Pa ata pa Lojze in pri nas je bil pa Rekarsk Peter. Mi smo pa njih, hišo smo popravili, da smo imeli lepo kuhno prevlačrna. Pa streho, pa vse smo pridelali hišo in pa smo imeli novo štalo in smo lih z Rafkotom sva navozila 300 butrc. In tako da je bila darvarnica čist polna. Pa na vrh štale je bil pa seno. In je bil kuhna je bila pa takole približen, tako da so bile takole vrata. In tam niso mogli ven, je bil on tam. Pa je rekel, mama so slišali, so rekli, da je rekel, prižgi hudiču. Takole so imeli pa kot mendrga v kuhan, pod mendrgo je bila pa, da se je šlo lahko dal v štalo, kot je bila prej štala. In na tist način, da je mami prišlo na misel, da tam skozi bomo mogoče odšli ven. Tam niso mogli iti, iz župnišča so kakor toliko streljali sta glavne vrata, niso mogli ven. Smo šli pa dol, pa še stara mama je bila pri nas. Mama, pejmo, pa še
tole knjižico, pa še tale pildek, pa roženkranc, pa vse je še hotela imeti. Pa smo jo le spravili dol, pa smo šli pa, se nas so videli, so nas mogli videti. Smo tam zleteli pod zid, pa pod zidom v lupo. Lupa se je rekla takrat. In pa smo pa tam bili do 5 zjutraj, streljali kar naprej iz vseh strani. Tako da je bilo, tam smo čepeli noter pa molili, pa jokali. Samo nič nismo imeli, v srečki sem bila nič, niti oblekli se nismo. In pol ob 5 zjutraj so pa domobranci šli že ven iz župnišča in so jih pregnali. Prej so bili pa skozi tam po rob, ker do one kapelce so bili skozi komunisti. In no, pa so prišli pa domobranci noter v lupo, mi smo mislili, da so pa komunisti. Pol je takrat je pa vaš ata, da je odklenil. Starata, ja, da je odklenil vrata, ja. In je bilo, pa smo šli pa slišali, kako je živina tulila, pa jokala, pa... Ste imeli živino doma? Ja, 2 krave, telička, 2 prašiča. Ovčke so se pa odprle, pa so zbežale. Tako da... Kaj pa ostala živina? Požgano vse, je čisto, ni bilo nič. Je čisto gorelo vse. Pa tam, kad je bilo toliko butarc, pa seno, pa to je zgorelo, to je bilo naenkrat vse v ognju. Tako da je bilo, ja, takole smo pa smo šli pa v Zogorju, od Lojzeta, ko so bili, oni so bili mečkan dol od Šentjošta dol. Tako da smo bili tam, pa so bile z Rafkotom. Jaz sem se še prav, sem na eno vrk stopila, da mi je pol tvoj ata se mi je gnojil, mi je pa noter nabasal tist, mi je bolel. Sem imela čist podplet vas ožgan. Tako da on je bil po bolničar, je pa malo nas zdravo. In je šla cela družina k Zagorju, ali ste šli? Ne, samo mi dva z Rafkotom. Nanda je bil takrat v Ljubljani, ki je bil študent, pa Štefka tudi. Tako da takrat so bila samo z Rafkotom tukaj. On je prišel samo na počitnice, je hodil domov. Štefka je hodila pa k teti v Potok. Jožica, Milica je bila v Škofji Lok v zavodu. Te dva, brat Mirko je bil že, je študiral tudi. Janko je bil že tudi izučen a Mirko je bil za učiteljna. Ta je bil pa trgovsko šolo je delal. Tako da je že tudi v trgovin prodajal pa to, tako da je že... Smo se vsi takole... Oče je bil invalid, ampak je vse hotel študirati. Tako da mi dva niso, edin, ta male dva niso študirali, drugi so pa vsi. Ja, tako smo se pa... Kam pa ste šla, pa mama, koliko so vam vse požgali? Ja, pa so nam dali prespr, smo rekli, da smo dobili, ja, pa smo šli pa na Vrhunko, Hmelavašič, so imeli veliko trgovino z blagom. So bili nekaj v sorodu tudi, ampak so prosili, so rekli, smo čist nagi, če imate kakšne konce ali karkoli, da bi pol teta zšivala. So rekli, za tate ni nič, so rekli, nismo dobili nič. In pa so nam pa sosedje toliko dali, da smo se mečkali pri Snapku, smo bili zmeraj pri vas. Prej, pa kadar je bila pa Snapkova mama ali pa otroci so bili veliko pri nas, kadar so pekli kruh, so zmeraj hlebčke naredili še za Snapkove otroke.
No, smo bili zelo povezani med seboj, tako da je bilo zelo. A se kaj spomnite takrat, ko so vam hišo požgali, kako je bilo pa v Potok ali pa tlele Ja, jaz sem bila. Prštant, pa Ja, Cvek? jaz se spomnim vse. Takrat so bili komunisti, ko so prišli 42. leta, takrat so rekli, da grejo v Potok. In so meni rekli, vzem košarico pa pojdi stari mami češnje iskat, ko so imeli veliko češenj. In jaz se prej nisem nič bala. In sem tekla skozi, da pet povedati, da naj živino spravijo, ker bojo prišli krast. In so res, sem šla Matečku v Prnku, da naj Možinert, da naj živino dajo v gosta, pa kamorkoli, da bojo prišli komunisti, da bojo. In so res. In pa so pa iz teta so bile doma na peč, so prišli komunisti, so rekli, čigava sem. Sem rekla, da sem tukaj od stare mame, ne. Sem ne, mislim, da so me poznali ali me niso. Pa sem šla pa lepo za njimi, toliko, da sem se skrivala, da me niso videli, sem prišla še domov. Je bil pa pred župniščem, so imeli pa krave pa in eden prav brcnil v vobec eno kravo, da se mu je kri pocedila. Mama so pa, koliko je bilo, ni bilo 100 metrov, kje pa, od župnišča. Toliko, ja. 100 metrov približno. Jih je pa videl. Je pa takole naredila, samo z glavo pomigala. Je pa priletel iz poba z revolverjem, rekel, kot pa ni všeč. Prav, veš, da te lahko na mesto strelim. In smo šli hitro v hišo, pa. Tako da je bilo. So nam grozili zmeraj. Pa se pa nista upala, mi otroci smo spali doma, a ta pa imamo po kakšen kupic ali pa. Tako je bilo navaren nekaj. Ampak se niso upali doma biti. To se pravi, v Potok pa pri Cvek pa Prštant pa tlele. To je bilo na Kogelj. Na Kogelj. So lih takrat pobijali požgali kakor pri vas? En teden pozneje. Aha, kako je bilo tisto? Zakaj so tam, ker niso bili nikjer in so prišli, pa so pri Štefanc je punčka noč zgorela. In očeta pa mater so zaklali, pri Cvek tudi, otroci, da pa ne vem, a so bili pri Štefanc ali pri Cvek, ko so dva sta ušla, ta starejša dva. In tam je pa, so že starša bila mrtva, pa so punčke bile tam pri mami. Pa mama vzem, pogled, kako joka punčka, pa niso vedeli, da je mrtva, ne. In to so bili povsod je bilo po 5 otrok. Ena je pa zgorela noter, ker niso čisto dojenček, ne, kot jo niso ven vzeli. In pa takrat je bilo pa tudi pri Mačku, so zažgali. In pa so pa v Šentjošt prileteli, gotovo. Tako da so šli. On pa niso se zmislili, za koga pa. Se niso nič reveža, bajtarje. Pa so. Pa je bilo pa Glavtarjeva, je pa v taborišču že nam pisala, prav, mami, ne, če nimaš krvavih rok, prav lahko prideš domov. In pol je pa eden pa tudi v taborišče prinesel pismo, kot da bi sin Lojze pisal.
In je prišel in rekel, prav to lepo od vašega sina, prav dajte kaj denarja, on je v Italiji, da bo lahko prišel vas obiskat. Je bila laž. Pa so pa res, koliko so še imeli nekaj lir, pa to so mu dali. In na ta način so rekli, vaš sin živi v Italiji. Alfons je bil pa 45 let ubit, lih na 1. aprila. Smo bili pa v Smorečju, pri Maši. Ne, v Botanju. So pa prišli povedati, jaz sem bila doma takrat, Rafko je šel pa iz Atam pa mamo iz Botanjevo. Smo takrat šli pa še v Birtovc, so bili zmerom Bobi. Jaz sem bila pa doma, pa stara mama, ne, stara mama je že umrla. In so rekli, prav, pet povedati, ne pridejo brez domov, da bo Alfonsa pripeljali. Ki jaz mislila, da je nič, sem tekla v Hraven, pa gor od eno uro za letet. V Podolgar pa. In so ga pa domov pripeljali 1. aprila. So pa domobranci šli v Logatca, v Črnvrh, tam gor nekje, ko so imeli zaseden. On je šel domobrance, mama so rekla, kar napet Alfonsu. Je rekel, jaz tim nesem malo velikonočnega, tako da jih bo tam mečkan. On je bil v zadnjem letniku bogoslovja. Malo potice imeni so pres naštimali pa to, da bojo mečkan domobranci imeli tudi. In ko je šel pa nazaj, je šlo pa 4 so šli. So bili v kamionu in so bili pa napadeni. Je pa Alfonsa, eden je Alfons še enega podpiral. Je rekel, prav, fantje, pripravite se, prav, jaz sem pripravljen. Takrat so ga pa že. Je pa šofer rekel, prav, je mečka naprej, prav, pa je skrboval. Pa je pa en reven gospod, Reven se je pisal na Vrhnik. Si je bil pa tle pri nas, ko smo govorili o tem, je rekel, prav, sem se ga jaz otruga dal. Sem ga mogel prav noge zlomiti, pa to, da je bil že trd. Ja, takrat je bilo, pokopal ga je pa gospod Volk, Škof Volk. So ga stražili, oziroma so bili bogoslovci, da je bila skozi časna straža. Veliko bogoslovcev, pri nas je bilo sploh zmerom veliko bogoslovcev, ki je bil pri Snapku, je bil eden, pri Krvinet, pa pri Mežinet. In pa še k nam so hodili, ker niso mogli na Gorenjsko, so pa k nam hodili na počitnice. Tako da so imeli bogoslovcev zmerom dosti. Takrat je bilo hudo, ja. In pa. Alfons ni bil pri domobrancih, ne? Je bil? Si je, si imel domobransko. Ampak on je rekel, pravi, ki je bil, ki je jedno vprašal, pravi, imaš punco? Je rekel, ja. Prav, kje pa? Je rekel, v nebesih. Prav, Marija je moja zaročenka. In so ga imeli strašno rad domobranci, ki je bil. In v Šentjošt, ki je bil, so mu dali puško. Ampak je pred vse municije ven dal, je rekel, streljal pa ne bom. Tako da je bil, ne je bil. On je govoril 7 jezikov perfektno. Strašen. Zelo so ga imeli rad, no. Je bil zelo nadarjen.
kot vi tudi je žlahta. A je takrat, ko so pobijali, pol tam 42. se je kaj govorili, kdo so tu, kdo so jih vozili od hiše do hiše, pa povedali, pa ali pa to kakšna četa, ali... Ja, mi z Botanjeve so bili najhujši. Kateri so bili to? To je bil Oblak, je bil. Oblakov, ja. Ja. Starkeževi so bili dobri menda. Ko so v hiš so ubili pa Mežnik pri Botanjevi, brata pa sestro, ki sta na parah ležala pa. So jih na njiv Ja, sta delala. ja, ja. In jaz še Botanjevo sem bila pri Žnidari pa pri Bertovcu, sem bila najbolj, smo rad šli kaj. Pa ne bi bile tile, takrat tlele, ko se je prcvek pa tam dogajal, ne bi bile prav iz Butajnove, ali je bil še, so bili še odkud drugod? A so bili domačini tisti, ko so... Domačini, ja. Domačini? Domačini, ja. Pa je bila mama mama od Micki, od Micke, ki je bila dol v Grabnu, nekje je mislila, da se bo tam dol skrila, ko so, ne vem, kako se že tam rekel. Pa je šla ta najhujši komunisti. Pa se nismo vedeli, kdo je kdo. Takrat nismo dobro vedeli, kdo je kdo. Rekarsk Peter je vse izdajal. On je bil najhujši. Pa so ga enkrat ujeli, je rekla teta Mici, je rekla, ubite hudiča, je rekla. Je rekel, Lojze naš. Je rekel, teta proklele, imaš puško pa v pet. Niso nobenega ustreljali, da bi ga tako. Oni so dali vse Italijanom. Italijani so jih pa spustili, kot se danes dogaja isto. Ja. Tako da niso nobenega. In so pa rekli, ja, da je, ko so bili v Šentjošču, imeli zaprte, da jih je šel Cvelbar spovedovati, pa ne vem kaj, ker to ni bilo nič res. Cvelbar je bil tudi ubil, takrat je šel na Vrhnko, da se je tam skrival. In v Šentjošču bi ga ubil. Pol ne več, kot pol je bila posadka, ne pol je bilo... Ampak Italijani niso nam nič kaj dosti pomagali. Tako da so bili, Italijani so bili pa tudi, nisi vedel, a zna slovenska, so bili Slovenci, velikih je bilo Italijanov, ko so bili Slovenci, ko so se delali za Italijane, ne. In so izdajali. In to se pravi, vaša hiša je bila požgana takrat pri tem prvem napadu? Ta prva je naša hiša bila. Katere hiše so še takrat pogorele? Ja, ne, takrat je bila samo naša hiša v Šentjošču. Aha. Kaj pa? Pol čez en teden je bilo pa na Kogelj. Pa so bili pa so šli po potok. So po potoku, ko so jih 11 pobili, Možinetovi. In pa se pa v Grabnu tudi, kot je bilo, ko je bil tale, no. Ker moj mož od ta Maček, Lojze, ki je bil mož od tete, to je bil pol, so ga pol ubili v Grabnu. Pa je bilo pol strah ljudi, kakšno je bilo občutje po tistem, ko so je tule naredili, je bil strah Ja, v ljudeh? pol smo bili prestrašeni zelo. Zato smo bežali in smo rekli, ne bomo ostali. Jaz sem bila stara v 12. letu. No, sem rekla, sploh doma ne ostanem, ko so rekli, bomo bežali. Kam? Smo pa šli do Škofje Loke, do Žabnice,
brez vzga. Jaz sem imela tisto taško od šolsko torbico, sem imela nekaj krhljev noter, pa zvezek pa svinčnik. Pa sem pa še tisti izgubila nekje, ne vem kje. Ne, smo se bali. Mi smo se grozno bali. Tako da... Kako se vam je pa zdelo tukaj pol, ko ste prišli v Argentino, kakšna dežela je bila tu, kako ste se počutili tukaj? Ja, ker, ko smo pred prišli, smo hodili, je bila pa v mestu na Belgrano, se je rekel, pri Selezijancih. In smo šli vsako nedeljo Hmaš, iz tramvajem. In tam je bila pa polna cerkev samih Slovencev. V sanatorij, ko smo prišli, so bili sami Slovenci. In smo zvečer prepevali, pa je bilo lepo. Smo bili veseli, zadovoljni, smo rekli, brez skrbi. Jaz sem dobila prvo službo, ko sem šla služiti. Smo šli s prijateljico. Ampak jaz sem ostala 14 dni, nič več. Ker kje jaz nisem znala ne pospravljati, ne nič, sem bila otrok. In v taborišču ko smo imeli dela. V taborišču smo pa, jaz sem otroški vrtec imela, ki je imela sestra, pa sem ji pomagala. Tako da je vsak mogel nekaj delati, pa si dobil pa karto, da smo več hrane dobo, ne. In pa tako smo hodili po njivah, ko so že enkrat skopali pa to, pa smo hodili po njivah krompir pobirati, peso. Pa drugi so se bali, jaz sem pa nič. Je pa prišel gospodar, pa se mi pa smejal, sem imela tiščaka, pa tako da smo imeli, ne, je bilo v redu. Tukaj je bilo pa čist fajn. Pa sem dobila pa delo, pa sestra tudi, smo same Slovenke bile za Nogavice. Sta bila pa 2 Mađarja, sta pa nesla pa stroje s seboj in so tlele vsi dodeli. En velik galpon sta naredila, pa tistih par mašin postavljeno, pa smo delali. En turnus je bil zjutraj, smo bile 4. Drug turnus pa popoldan tudi 4. Slovenci, ne. Pol je bil pa kar rasel so pa začeli. Danes je pa propadli vse skupaj tisto je. In nas je imel zelo rad šef, smo bile pridne, delale, še na dure, če je bilo treba. In živeli smo tle v sanatoriju, smo bili, kuhali smo imeli take kuharje. Eno jed, več ni. In ste zdaj kar zadovoljni tukaj? Ja. Zdaj so pa že v letih. Koliko let še bo, ne vem. Prav dosti več gotovo ne.